Včasih se je za skodelico kave res bilo treba potruditi. Danes pa že s pritiskom gumba pridemo do te čudovite opojne pijače. Govorimo o čem? Kavni mlinčki, Kofje mlin, ena najboljših iznajdb za vse prave kofetarje. Prvi kavni mlinček je bil izumljen leta 1937 in tako je mletje kavnih zrn in ostalih zrn postalo dosti bolj enostavno. Do še nedolgo nazaj so tudi trgovine bile standardno opremljene s kavnimi mlinčki, ki so potrošniku omogočile mletje kave. Kavni mlinčki se skozi čas niso kaj dosti spremenili. Pri kavnem mlinčku je čist simpel tehnologija in sicer dobro zaprt motor, poganja mali nožek, ki se zavrti nekje do 20.000 obratov na minuto, kar kavna zrna zmelje v zelo kratkem času. Na trgu pa so na voljo tudi mlinčki, ki uporabljajo tehniko vrtečega se kamna in ta kamen poskrbi, da se kava zmelje brez da bi se zagrela, zato so temu primerno tudi dražji. Mletje kave v kavnih mlinčkih je enostavno. Meljemo jo lahko nekje do 50 gramov naenkrat in ne več kot 30 sekund, zato da se ne mašina, ne kava ne pregrejejo in da ne uničimo arome. Kavni mlinčki so seveda primerni tudi za mletje sladkorja v prah, štaubcuker. Pri mletju sladkorja je tako, spet je kratek čas, ker je sam motor dobro zaprt pri mlinčkih zaradi te prašne nature živil, ki jih meljemo. In kadar meljemo večje količine, mu damo malo pavze. Ne, ta zvok. Malo šejkamo. Voilà. V mlinčkih seveda lahko meljemo tudi mak, sezam, semena, posušena zelišča, nikakor pa v teh mlinčkih ne meljemo mokrih stvari in zelo mastnih stvari. Takšni mlinčki tukaj notri pri nožu nimajo tesnila in vkolikor se kaj mokrega zmelje, če to le zateče v motor, pogreb aparata. Pri maku je tako, mak meljemo nekje 20 sekund, za še boljše mletje pa mu dodamo pikico sladkorja. En čink. Skuta orehi, pa imamo prekmursko gibanico. Seveda so kmalu prišli na trg tudi mokri mlinčki. No, ne čisto mokri. Ti novodobni, ki jih poznamo danes, lahko delate paradajso, make, gazpače, salse, skratka ni da ni. Ti so še vse narejeni tako, da nimajo tega tesnila. Zato so pa primerni za suho sadje, za drobtine, za kruh, skratka za take stvari. Ta je sploh močan, pa oranžni. In je super recimo za meso, za tatarca. Fajn je, če imamo meso vsaj malo namrznjeno, ker ga bo lepše zmlel. Meljemo ga pa v kratkih pulznih korakih. Edina stvar, ki se pri mlinčkih lahko pere pod vodo, so pokrovi. Vse ostalo nikakor. Po mletju kave je najlažje, da se v mlinček da star kruh, tako da je še malo vlažen, se zmelje, se zavrže in je sčiščeno. Seveda, potem vzamemo čopič, penzel, isto se naredi s penzlom pri mletju, po mletju sladkorja. Dajte nad umivalnikom to narediti. Tako, je pa ena stvar. Z rahlo vlažno krpo si lahko dovolite, da to obrišete dobro noter in predvsem okoli vsi, po domač, akse. Ker ko se sladkor melje,
se topi zaradi trenja in pol, ko se mlinček ohladi, se sladkor strdi in rata kot beton. In to pomeni, da se motorček zagozdi, naslednjič gremo mlet, puf, se skur. Pri mletju oziroma po mletju maka isti sistem. Penzel, krpa in mlinček je pripravljen za naslednjo uporabo. Mlinčki ali mali velikani so res nepogrešljiv strojček v vsakem gospodinjstvu. O pravilni uporabi nam bodo še dolgo časa brneli, itak da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak da se da.